Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društva za kakovost življenja Leteča želva. Pomen Džanang Čigonga in prva značilnost. Pomen imena Džanang Čigong. Beseda Dž pomeni modrost, znanje in se nanaša na obsežen možganski korteks, ki obvladuje zunanje objekte. Nang pomeni spretnost, sposobnost, ki vključuje mentalne in fizične sposobnosti. Džanang Čigong je oblika Čigonga, ki odpira človekovo modrost in okrepi človeške sposobnosti. Vadba Džanang Čigonga hitro odpira nebeška vrata in spodbuja razvoj modrosti. Opomba številka 1. Nebeška vrata so področje na vrhu glave, ki ima elipsasto ovalno obliko med mejo lasišča in točko Bai Hui, ki leži na vrhu glave. Točna lokacija lahko varira glede na posameznika. Konec opombe. Spomladi leta 1981 je dr. Pang celoten sistem teorij in metod poimenoval Džanang Čigong. Ime zrcali celoten smisel Čigonga. Ime Džanang Čigong uteleša vse prednosti Čigonga. Vključuje potenciale, kot so odstranjevanje bolezni, podaljšanje življenja, izboljšanje zdravja, telo ohranja lepo in v kondiciji, povečuje modrost in razvija poln človeški potencial. Veliko let vadbe in raziskav Džanang Čigonga je dokazalo, da vse našteto velja za resnično. Značilnosti Džanang Čigonga. Vse zgoraj navedene koristi lahko urimo na podlagi 9 značilnosti Džanang Čigonga, kot je povzeto spodaj. Prva značilnost Džanang Čigonga. Džanang Čigong ima poseben sistem teorij, Hunjen Chi. Hunjen Chi teorije so teoretičen temelj sistema Džanang Čigonga. Džanang Čigong teorije temeljijo na starih sistemih teorij Čigonga, pa tudi na sodobnih znanostih, ki so bile integrirane, da bi ustvarili nov celovit sistem. Džanang Čigong teorije so zato drugačne od vseh ostalih Čigong teorij. Hunjen Chi je združba fizične snovi, čija in informacij, kar pomeni, da so splošne temeljne značilnosti nekega predmeta posebno stanje brez fizične forme. Vsaka stvar ima svoj lasten Hunjen Chi. Različni nivoji stvari imajo različne nivoje Hunjen Čija. V Džanang Čigongu primarno prakticiramo s človeškim Hunjen Čijem in primarnim Hunjen Čijem narave. Hunjen Chi je ustvarjen, ko je Tai Chi v postopku transformacije v Yin-Yang, ampak to še ni postal. Opomba številka 2. Razvojne faze vesolja po kitajski kozmologiji si sledijo. Wu-Ji, praznina. Sledi Tai-Ji. Ko se Wu-Ji začne premikati, nastane Tai-Ji. Na tej stopni je vesolje še vedno zelo enakomerno in enotno. Primarni Hunjen Chi. Ko se začne Tai-Ji gibanje preoblikovati in integrirati, vendar se še ni transformiralo v Yin-Yang. To raven med Tai-Ji in Yin-Yang je dr. Pang poimenoval primarni Hunjen Chi. Yin-Yang raven ima več značilnosti, naprimer, Yang je lahek, se premika navzgor ter ustvarja nebesa. Yin je težek, se premika navzdol in ustvarja zemljo. Sledi 5 elementov oziroma faz, ogenj, zemlja, kovina, voda, les, ki se razvije v Bagua, za njim pa sledi 10.000 stvari, vse, kar nas obdaja. Konec opombe. Gre za nivo Hunjen Čija v vesolju, preden so ustvarjeni različni predmeti, Yin-Yang, 5 elementov, Bagua, 10.000 stvari.
Vsi ti nivoji stvari so tvorjeni iz primarnega nivoja hunjančija. Ta se razteza skozi celotno vesolje, obstaja povsod in tvori neusahljiv vir energije za ljudi. Človeški hunjanči je primerljiv s tem, kar sodobna znanost imenuje življenjska sila. Gre za integracijo prirojene in pridobljene či energije človeškega življenja. Človekov prirojeni či izhaja iz hunjančija v trenutku, ko se sperma in jajčece združita v trenutku spočetja in se transformirata v eno celico. Človekov pridobljeni či je či, ki ga telo vsrkava iz okolja po rojstvu, denimo či iz hrane. Integracija obeh skupaj z razvojnimi procesi življenjskih funkcij korak za korakom transformira človeški hunjanči. Zanj je značilno, da deluje glede na zavestno namero uma. Ko se giblje, či sledi temu gibanju. Zatorej lahko s prakticiranjem Dženen čigonga človeška zavest mobilizira primarni hunjanči narave, ga absorbira in uporabi v korist človeka kot tudi za procesiranje v človeški hunjanči. Ko je ta obilen, se lahko vse funkcije vseh delov telesa normalno razvijajo, bolezni izginejo, zdravje se ukrepi in odpre se modrost. Kitajska ima mnogo različnih sistemov čigonga, katerih teorije se razlikujejo. Zaradi različnih perspektiv so različne tudi metode. Cilj sistemov, temelječih na yin-yang teorijah, je regulacija jina in janga človeškega telesa ter posledično odpravljanje bolezni in krepitev imunskega sistema in zdravja. Nekateri sistemi delijo na teorijah Sankaj. Sankaj je sestavljen iz esence, čija, energije in uma. Človek nastane z integracijo teh treh elementov v eno, kar so daoistični sistemi potrdili skozi 2000 let prakse in raziskav. Zatorej je prakticiranje te metode zelo učinkovito za izboljšanje zdravja. Nekateri sistemi temeljijo na teoriji 5 elementov, ki so v človeškem telesu ekvivalentni 5 organom. Ko so njihove funkcije normalne, je telo zdravo. Nekateri sistemi temeljijo na bagua, sklopu 8 posebnih meridianov, ki so neposredno povezani s tokom čija in krvi človekovih meridianov. Ta osmerica tudi regulira 12 kanalov meridianov v telesu. Omenjeni sistemi temeljijo na različnih nivojih teorij, ki imajo svoje pripadajoče vadbene metode. Razlikujejo se po svojih namerah. Teorije, ki temeljijo na sistemu 10.000 stvari, uporablja različne pristope k zdravljenju specifičnih bolezni. Pri prehajanju iz teorij yin-yang do stopnje zdravljenja specifičnih bolezni, teorije in metode postanejo bolj zapletene. Dženen čigong temelji na nivoju poenotenega čija, preden je ustvarjen yin-yang. To je primarni nivo hunjančija, kjer ni potrebe po razlikovanju različnih predmetov. Ta nivo hunjančija gre neposredno k viru. Teorije in metode so zelo preproste. Temeljni nivo hunjančija se lahko transformira v yin-yang, 5 elementov, bagua, 10.000 stvari in tako dalje, torej v vse nivoje hunjančija. Zakoni fizične snovi kateregakoli od teh nivojev ne morejo nadzorovati temeljne ravni hunjančija. Zaradi tega ni potrebe po diagnosticiranju ali izbiranju tretmaja za energijsko zdravljenje, ni potrebe po razmišljanju o telesu, yin-yang stanju, organih, čiju, kanalov meridianov in krvi. Praksa Dženen čigong sledi načelu: ohranjaj dober či v telesu in slab či te ne more prizadeti. Sledi značilnostim teorije hunjanči, ki so zbiranje, transformiranje čija v materijo in izpust, transformacija materije v či. Ob upoštevanju metod prakse, zbiranje in absorbiranje temeljnega hunjančija narave v telo,
Hunjan Chi je zmožen vplivati in uravnovesiti yin-yang, kri, organe, chi in meridiane. Če je yin ali yang chi nezadosten, ga Hunjan Chi narave lahko neposredno podpre. Prav tako nemudoma regulira in podpre katerikoli meridian. Vsakršna bolezen se lahko transformira in telo se vrne v optimalno stanje. Da bi opisali vse sisteme Qigonga z njihovimi teorijami in metodami, ki temeljijo na različnih ravneh, lahko uporabimo metaforo drevesa. Vitalnost drevesa se odraža v uvenelih ali cvetočih listih na vejah. Na podlagi ravni 10.000 stvari opazujemo stanje listov, ki nam povedo, kaj lahko ozdravi drevo. Na podlagi metod yin-yang, 5 elementov in bagua opazujemo velike in male veje rastočega drevesa. Na podlagi koncepta, preden je bil ustvarjen yin-yang, torej koncepta Hunjan Chi, sledimo deblu drevesa. Kadar deblo prosperira, bodo tudi veje močne in listje bo bogato gnalo. Temelj vsega od različnih nivojev ima svoje močne točke. Teorija Zheneng Qigong ne moremo uporabljati, da bi izmerili prednosti ali pomanjkljivosti metod drugih sistemov, niti ne moremo uporabljati teorij drugih sistemov, da bi pojasnili Zheneng Qigong. Lastnosti teorij in metod Zheneng Qigonga so preproste, enostavne in neposredno povezane z virom. Poskus integracije drugih teorij, denimo teorijo yin-yang, 5 elementov in tako dalje, z Zheneng Qigongom bi pripeljalo k večjemu do odstopanja od temelja Zheneng Qigonga. Hun, Yuan, Ling, Tong, Hao, La.